ampak smo poskušali skupaj z posameznimi urgentnimi centri pogledati stanje, videti, kje so problemi. Kar naprej, prosim. Zdaj, tole je takole, tole v bistvu, tale slika simbolizira zdravstveni sistem ravni zdravstvenega varstva. Zdaj, tisto, kar je desno spodaj, je redna pot, na potovanje iz ambulante družinskega zdravnika k specialistu, po potrebi v bolnišnico, zdaj tam vidite, da se regionalne bolnišnice pa UKC prekrivajo, ker tako ljubljanski kot mariborski univerzitetni klinični center v bistvu večino dela opravi kot regionalna bolnišnica. No, ampak skratka, ne zanimajo nas zdaj te redne poti, ki so prepletene na desni strani in ki morajo pravzaprav veliko večino bolnikov pripeljati do dobre storitve. Urgentni centri so tako kot ena varovalka za res akutno obolele, ogrožene bolnike, da pravi čas pridejo do ustrezne medicinske obravnave. Zdaj, jasno je, da varovalke ne moreš uporabljati pretirano, nesmotrno, to je tako, če se malo pošalim, kot da bi recimo namesto rednih pristankov aviona pa izkrcanja potnikov imel padala, pa bi jim podelil padala, pa izvolite skočite, ne moreš, ne gre. Torej, skratka, tole, kar hočem reči, je, da urgentni centri so neločljivo povezani z ostalimi deli zdravstvenega sistema, z napotovanjem in s sprejemanjem bolnikov, ki to potrebujejo na ustrezne bolnišnične oddelke. Kar naprej, prosim. To se pravi, takole, če si schematsko predstavljamo, ni samo delovanje urgentnih centrov tisto, ki je ključno za pretok, ampak je pomembno tudi to, koliko bolnikov pride v urgentne centre in kako ti bolniki odhajajo iz urgentnih centrov, bodisi z nasvetom domov in do nadaljne specialistične ali obravnave pri osebnem zdravniku ali pa tisti, ki potrebujejo bolnišnico. Zatika se zlasti pri tistih, ki potrebujejo sprejem v bolnišnico. Zdaj, kako pa, kar še naprej prosim, kje pa, mogoče za hipec nazaj, skratka, kje je največji problem, priliv same delovne razmere ali pa tako imenovani odliv, sprejemanje na bolnišnične oddelke, je pa nekoliko različno od urgentnega centra do enega do drugega. Če pogledamo naprej, tole so kumulativne številke obravnav, to samo po sebi ne pove zelo veliko, ampak recimo nekaj pa vendarle, da lahko vidimo, da v največjih urgentnih centrih, na vrhu je Ljubljana, sledi Maribor, Celje, Novo mesto, tam je nekje v zadnjih letih dosežen plato. Število obravnav ne narašča več, težave pa so še vedno. Ljudje v urgentnih centrih čakajo dolgo časa, zadržujejo se v prostorih urgence tudi po dan, dva, preden pridejo do bolnišničnega oddelka. In to seveda ni dobro. To ni dobro za bolnika, za svojce, tudi seveda za samo osebje, ki tam dela in v bistvu v neustreznih pogojih. No, v manjših urgentnih centrih pa število obravnav še vedno narašča, še vedno je krivulja navzgor. Kar naprej, prosim. Torej, dajmo pogledati mogoče tisto urgenco, ki jo jaz najboljš poznam, ker sem dolga leta tudi delal na internistični prvi pomoči Univerzitetnega kliničnega centra. To je struktura bolnikov, torej bolniki, ki pridejo. Tukaj pravzaprav ne moremo reči, da bi bil nek resen problem neustrezno napotovanje, ki ga je omenil profesor Komadina v uvodnem nagovoru. Če tole, če kliknete naprej, boste videli, da v resnici tistih bolnikov, ki morajo biti takoj obravnavani, to so bolniki, ki so pravzaprav lahko rečemo klinično mrtvi, zastoj srca na terenu ali pa zapora dihalnih poti na terenu, tega na srečo zelo malo, ampak tudi so, potem so pa zelo nujni bolniki, recimo rečemo temu srčni infarkt, nujni bolniki, recimo neka pljučna embolija, takšne stvari, tega je velika večina. Bolnikov, ki pravzaprav bi bili lahko obravnavani tudi kje drugje, tako imenovani standardni ali pa neurgentni, vsaj na tej ljubljanski internistični urgenci jih je manj kot 5%. Ok, kar naprej, prosim, dobro, to je pa razložena ta manchesterska triaža.
Zdaj pa vidimo, kaj je ta oranžni stolpec, to je pa število sprejemov na interno kliniko Univerzitetnega kliničnega centra od leta 2022 do 2025. Zeleni stolpci so pa število sprejetih bolnikov. Zdaj vidimo, da kljub temu, da število obravnav malenkost pada, število sprejemov je nekje v platoju, kar pomeni, da je v bistvu problem sprejemanja na bolniške oddelke. In zakaj je to? Kar naprej, prosim. Ja, tole kar še kliknemo naprej. V bistvu tole vidimo pa iz te malo večje časovne skale. V bistvu v času epidemije COVID-a je bilo treba zmanjšati število bolniških postelj v posameznih sobah, zato da so se zagotovile varnejše razmere za bolnike in seveda tudi boljši standard, kar je super, ampak temu ni sledilo povečanje oddelkov. Celo nasprotno, v bistvu zaradi pomanjkanja kadra, zlasti negovalnega, so marsikje posamezne bolniške sobe zaprte. Tako da kapacitete recimo so manjše, kot so bile pred COVID-om. Zdaj seveda dodaten problem je pa recimo ravno v Ljubljanski pa v Mariborski regiji je pa tisto, kar sem omenil uvodoma. Bolnišnica, ki je Univerzitetni klinični center, deluje po eni strani kot regionalna splošna bolnišnica, po drugi strani pa zdravi tudi najtežje bolnike, najzahtevnejše iz celotne Slovenije. Zdaj, če si pogledamo tale zemljevid pa barve, bomo videli, da bela barva pomeni majhno stopnjo hospitalizacije. Osrednja slovenska regija ima bistveno manjšo stopnjo hospitalizacije na letni ravni kot ostale regije, pa tudi recimo, da vidite, če pogledate okolico Maribora, ima tudi manjšo kot povprečje. Zdaj, zakaj je to? Ne zato, ker bi bili Ljubljančani ali pa ljudje iz ljubljanske regije bolj zdravi od povprečnega Slovenca, ampak zato, ker je težje priti do bolniške postelje. Iz razlogov, ki sem jih malo prej povedal. Kar naprej, prosim. To se pravi, zdaj, dajmo si pogledati pa še en primer tako imenovane male urgence, pa s tem ne mislimo, da je manj pomembna, ampak manjše število obravnav, pa manjša regionalna bolnišnica je zraven, to je v Trbovljah, recimo, si lahko pogledamo, tam pa število obravnav še vedno narašča, tudi število sprejemov še vedno narašča, skratka, obremenitve so čedalje večje, tudi zadnja leta. Problem so pa, zelo hud problem so pa kadri, kar naprej. Tako da, če si pogledamo to, kar so kolegi napisali, pravzaprav zdravniki, ki delujejo v urgentnem centru, morajo hkrati pokrivati še neko drugo delovišče, delati vizito na nekem bolniškem oddelku, bodisi pomagati pri nujnih operacijah, če gre za kirurški del urgence. Skratka, kadri so zelo hud problem. To pravzaprav ne velja seveda samo za male urgence, tudi velike urgence imajo problem z zagotavljanjem osebja, usposobljenih zdravnikov, usposobljenih diplomiranih medicinskih sester, podpornega osebja. Vedeti je treba, urgence delujejo 24/7. Pa ne samo en teden ali pa en mesec, ampak 12 mesecev na leto, iz leta v leto. In to so obremenitve, ki so ogromne, velike, psihično in fizično zelo naporne. In skratka, zagotavljanje kadrov je nekaj, kar je dejansko problematično. Torej, če poskušam tale svoj del zaključiti, preden predam besedo profesorju Košniku, to se pravi, največji problem večjih ali pa velikih urgentnih centrov je sprejemanje bolnikov na ustrezne bolniške oddelke, kar naprej. Čedalje večji problem postaja, pa ne samo za male, ampak tudi za vse ostale bolniške oddelke, zagotavljanje ustrezno usposobljenega medicinskega kadra. Zdaj tukaj samo, če mi dovolite še tako, da se malo pošalim spet, umetna inteligenca je super, lahko pomaga pri diferencialni diagnozi, lahko pomaga pri reševanju intelektualnih ugank, ne more pa pregledati bolnika, ne more vzeti krvi, ne more oskrbeti dihalnih poti. Skratka, te stvari, ki se zdijo na prvi pogled banalne, pa še zdaleč niso, ostajajo v domeni sposobnega medicinskega kadra. Ne bomo tako hitro imeli robotov, ki bi bili to sposobni v celoti narediti. Torej, zdaj pa kako se tega lotiti, videli smo, da problemi so različni, zdaj o možnih rešitvah bo govoril profesor Košnik.
tisto, kar menimo v Slovenski medicinski akademiji, je to, da tega ne moreš nasloviti ad hoc, pa z nekim, bom rekel, načelom. Meni se zdi, da je tako, torej je tako, ampak je treba stvari pogledati po možnosti kvantitativno, po možnosti si pomagati pa res z orodji, ki so danes na razpolago, se pravi kvantitativno modeliranje, učenje s pomočjo umetne inteligence, modeliranje in skratka rešitve preveriti vnaprej, preden jih implementiramo v praksi, da se ne bomo zaleteli, da bomo videli, kakšna je njihova stroškovna učinkovitost.